Evo, imamo Ja. zdaj, Stojan, imamo 29 minut Ok, tega, tega Zuma, tako da, evo, lahko začneš, poveš svojo zgodbo, ki se je dogajala tale mesec, z opravilom, poskus kandidature na listi Zedinjena koalicija Slovenije, pa boš sam več povedal o tem, kako je to potekalo od začetka do konca. Izvoli, Stojan ja, Svet. v glavnem je v bistvu bilo tako, ne, jaz dejansko sem ogromno sledilcev in nekatere moje članke prebere tudi do celo 300 000. Tako da pač imam korajžo, tako kot vsi člani Belisa, se ne bojijo povedati tisto, kar je resnica, ker se pa zavedamo, da vsi, a ne, da resnica osvobaja. In to je bistvo, da živimo resnico, da povemo tisto, kar čutimo, da povemo tisto, kar ni prav, da povemo tisto, kar je prav. In tako dejansko tale koalicija Zedinjenega naroda, tukaj je Šiško, pa Bolfek, pa Adriana Divjak, v glavnem, ona dva sta prišla v Postojno, oziroma najprej sta me klicala, če se lahko dobimo, sem rekel, ok, ni problema, smo se dobili v enem lokalu. In potem sta ona dva mene vprašala, če bi lahko kandidiral na njihovi kandidatni listi za območje Postojne in Ilirske Bistrice. Sem rekel, ja, ok, nisem nikoli pač bil v teh vodah, ajde vidimo, kako to zgleda. In sem pristal. No, potem smo pa zbirali glasove in je bilo potrebno zbrati 50 glasov za volilno enoto, kar smo za Postojno zbrali, a ne, mislim, da je bilo 53 glasov. In potem je to šlo najprej smo to overovali na upravni enoti v Postojni. Volilna komisija je sprejela to in je to poslala na Državno volilno komisijo. Državna volilna komisija je sprejela kandidaturno listo, na kateri sem jaz bil kandidat za poslanca za območje Postojne in Ilirske Bistrice. Mene so že čestitali eni znanci, prijatelji, bravo, bravo, bravo. Čez 2 dni je pa že Državna volilna komisija zavrnila to kandidaturo. Stvar je namreč v tem, ne, da je koalicija Zedinjenega naroda vse povsod po vseh teh volilnih okrajih poslala te kandidate, zbrala glasove. In je zdaj bilo tako, da če so oni sprejeli mene, bi morali tudi druge, ne? Ker je itak, mislim, postopek je bil enak, povsod na vseh volilnih enotah je bilo enak postopek, enake volilne te liste so bile, ampak pa so oni ugotovili, ne, če oni so mene priznali, Državna volilna komisija bi morala pa tudi druge, ne? Ampak v glavnem so torej oni so to spoznali in so čez 2 dni zavrnili mojo kandidaturo. Zdaj, seveda, mojo kandidaturo, pa tudi vse ostale, iz vseh ostalih volilnih enot. Potem je pa seveda Šiško, in so oni dobili rok 48 ur za pritožbo. In oni so to poslali v petek, a ne 48 ur pride na nedeljo. Tako da je Šiško, pa Adriana Divjak, pa Bolfek, Ivan Bolfek, oni so šli v nedeljo, ker je 48 ur se bližalo, so šli na vrhovno sodišče v Ljubljano. In kaj je bilo, mislim, vrhovno sodišče je bilo zaklenjeno. In tam pač noter so bili eni policisti. In
Potem so oni pozvonili tam in so oni odklenili ta vrata in so pol policisti sprejeli to pritožbo, čeprav dejansko oni sploh niso pristojni, da oni sprejemajo te pritožbe, ker to mora biti sodno zaprisežen človek, a ne, oni pa to niso, a ne. V glavnem je v bistvu oni so pač to sprejeli in odgovor je bil Državne volilne komisije, zakaj oni to zavračajo. Oni zavračajo to zaradi tega, ker koalicija Zedinjenega naroda ni imela tajnega glasovanja o kandidatu. To je, mislim, tak prozoren razlog, ker tudi vprašanje, mislim, če so druge stranke imele v bistvu tajno glasovanje za kandidate, v kar jaz močno dvomim. Druga stvar je pa v bistvu v tem, da smo mi dobili sporočilo iz upravnih enot, da pač take napake, kot so bile pri nas, so bile tudi pri vseh drugih političnih strankah, a ne. No, mislim, kar je pa dejansko najbolj smešno, je v bistvu to, da je predsednik Državne volilne komisije, v kateri je nekih 13 ali 15 modelov, je Peter Golob, ki je istočasno tudi sodnik Vrhovnega sodišča. Predsednik Državne volilne komisije, hkrati pa vrhovni sodnik. Zdaj, seveda, mi smo dali pritožbo na Vrhovno sodišče in preden bi prišla ta odgovor iz Vrhovnega sodišča, je Zorčič že povedal, da bo v bistvu naša pritožba zavrnjena, ne, skratka. Ker ja, seveda, mislim, tukaj tale Peter Golob, ki je šef te Državne volilne komisije, on sploh ne bi smel biti član Državne volilne, ker gre za On sam preiskuje potem, samega sebe preiskuje v bistvu, ne, odloča na dveh stolih sedi. Ja, seveda, ja. Gre za nasprotje interesov, a ne. Ampak stvar je v bistvu v tem se potem izkazala še ena stvar, ne, da te upravne enote, te volilne komisije na upravnih enotah sploh niso imele enotnega navodila Državne volilne komisije. In je bilo, a veš, je bilo tako, v enih je bilo rečeno, da je treba zbrati 100 podpisov, v enih je bilo 50 podpisov. V glavnem ta Državna volilna komisija je pač eno podjetje, ki se sploh ne ukvarja s temi volilnimi komisijami, da bi jim sami vsaj razdelili, da bi bil enoten ta pogled oziroma enotna pristojnost, recimo glede zbiranja teh podpisov in glede ostalih stvari, a ne. To je totalno razštelana stvar. Poleg tega pa imajo oni tega direktorja Državne volilne komisije, Zorčič, ki je bil v preteklosti predsednik Državnega zbora. Mislim, da pod Cerarjevo vlado. Ja, in se je skazalo, da ta človek, mislim, v pravu, pa ostavimo v bistvu toliko pojma, skratka, mislim, totalna beda. No, v glavnem ta Zorčič, a ne, on je direktor te 15-članske komisije, ampak on nima glasovalne pravice. Se pravi, on ne more odločati o tem, ali gre en predlog čez ali ne. On je tam lutka, samo pobira to krasno lepo plačo. V glavnem glavni je ta Peter Golob, ki je seveda tudi prijatelj verjetno z Robertom, ali mogoče celo v žlahti, tega ne vemo, ne. V glavnem, mislim, se pravi, totalna, ne vem, kaj ne rečem. Eno vprašanje bi imel, Stojan. Zdaj je bil predsednik Državne volilne komisije Vučko, ki je bilo jasno, da prihaja iz političnega pola LDS, kar je pa v bistvu zdaj Zorčič isto iz tega polja prihaja LDS. Tako da bi lahko
a je to možno, da je v bistvu Državno volilno komisijo vse čas vodijo simpatizerji ali člani bivše LDS stranke? Ja, brez dvoma, ne, čeprav je v bistvu tako, no, jaz vidim, a ne, da oni kolobarijo, veš, kolobarijo iz ene stranke v drugo stranko, pa je v tretjo, v glavnem, da oni pač zadržujejo te svoje pozicije, v glavnem prodane duše, ne, njihov edini interes je, da so tam na tistem položaju, da dobivajo lepo plačo in da ubogajo, tako kot dejansko v državnem zboru te poslanci, jaz jih imenujem poslanci, a ne, ki dejansko ne odločajo po svoji vesti, namesto da bi odločali po ustavi in zakonih, oni odločajo po svoji vesti. A ne. Glede volitev je pa še ena najbolj smešna zadeva ta, a ne, da je noter v tem zakonu o volitvah v državni zbor še vedno tisti člen, da lahko glasujejo samo tisti, ki so na ta dan izpolnili 18 let. A ne, kar pomeni vsi, ki niso na tisti dan izpolnili 18 let. In sicer so oni nekaj spremenili, ampak je še vedno vse isto. Ne. Namesto da bi oni noter dali v člen vsi tisti, ki so starejši od 18 let. Ali, ne? Ja, to je že Andrej Šiško opozarjal 4 leta nazaj, ali celo 8 let za ta stavek. Ne? Ja, ker s tem oni dejansko so te volitve in ko ljudje hodijo in glasujejo, vse to v bistvu brez veze, ne? Ker samo volilno pravico imajo samo tisti, ki na tisti dan so stari 18 let. Ne? Zato je dejansko je vse smešno. Goljufalo se na volitvah vedno je, se in vedno se dejansko bo. Ravno zdaj so prišli ven te prisluhi od te Black Cube, a ne, To smo dosti slišali na televiziji. Mene bolj zanima, če poveš svojo izkušnjo o goljufijah, ko si bil član volilne komisije na enem volišču. Kaj se je zgodilo, kaj ste opazili in kaj se je zgodilo? Ja, torej, jaz sem bil leta 97 član volilne komisije in kaj smo mi ugotovili takrat? Ugotovili smo, da je recimo v sosednjem bloku v stanovanju ena garsonjera je bilo prijavljenih 18 ljudi, vsi so bili dol iz juga in nobeden v bistvu od njih ni znal slovensko. A veš. In so imeli pa navodila, da oni glasujejo za LDS. In ko so prišli na volišče, so oni spraševali, koj je LDS. A ne, oziroma eni so spraševali, ker takrat je bil Drnovšek, a ne, koj broj je Drnovšek. Ne. To je bila recimo ena, tega je bilo ogromno. Zdaj, trenutno v času Janševe vlade je prišlo v Slovenijo ogromno Albancev, tako da nekateri nekako pač domnevajo, da jih je že več kot 200 tisoč. In seveda vsi ti bodo glasovali za častnega prištinskega doktorja Janeza Janšo, ne, ker je pač preko njega so dejansko oni lahko prišli v Slovenijo, tako da on ima pač to bazo. No, druga stvar, ki se je zgodila, a ne, takrat je v bistvu to, da je ena gospa, ki je sicer tudi bila v LDS, je glasovala na 2 volilnih mestih, v naši krajevni skupnosti in v sosednji krajevni skupnosti, kar pomeni, da je ona imela dvojne dokumente. Torej, dvojne dokumente. Tretja stvar, ki je bila, je v bistvu to, mislim, moja mama je umrla leta 1993 in v volilnem imeniku sem videl, da je ona še vedno živa. Ne? Da lahko nekdo ne vas ne voli. Tako, točno to. Ja. No, in ste naredili kakšne prijave na Državno volilno komisijo? Seveda smo naredili vse to.
vse to, tako je bilo. No, zdaj, jaz sem bil celo predsednik volilne komisije in sem jaz vse te škatle pač odnesel domov in sem pol drug dan pač nesel to peljo na tole mestno volilno komisijo. Zdaj, če bi jaz bil Baraba ali pa predstavnik kakšne stranke, bi lahko zamenjal vse te škatle, ki z drugimi glasovnicami, a ne. No, in stvar je v bistvu v tem, a veš, jaz sem to prinesel, tudi sem potem rekel, da imamo tale pismeno, smo dali pritožbe na to, kar smo ugotovili, odgovore iz mestne te volilne komisije, ni bilo nobenega. Noben se ni javil, nič ni bilo, ne. V medijih tudi ni bilo nič. Kako? V medijih tudi ni bilo nič v teh kršitvah. Nič ni bilo, nič ni bilo. Nič ni bilo. Mislim, to so stvari, ki se tudi danes dogajajo, sigurno, a ne? Ker pač goljufalo na volitvah se vedno je in vedno se bo, dokler bojo ti pajaci, manekeni ali kakorkoli jih pač imenuješ na teh stolčkih, na katerih so. A ne? Mislim, jaz osebno bi ukinil te volitve, absolutno vsake volitve, ukinil bi državni zbor, ker tisti manekeni tam, edino, kar znajo, mislim, ko jim naročijo, da naj tipkajo na določeno tipko, oni pač na tisto tipko, drugače so pa analfabeti, ne poznajo niti ustave, niti zakonov, sprejemajo protiustavne zakone, mislim, katastrofa. Tako da ja, če bi bilo neke volitve ali karkoli, dejansko bi morali biti veliko več teh referendumov, in ki bi se dalo elektronsko, ne, bi se jih dalo pač omogočiti, da se elektronsko, nekako podobno, jaz, kar sem prebral. 10 minut, če imamo, 10 minut, če imamo, da Ja, boš mi malo odgovoril. prebral sem tole knjigo od Christopherja, kako se že piše. V glavnem, to primerjavo slovenske in švicarske ustave, in mi je ta švicarska ustava bila res izredno všeč. Mislim, tam je v bistvu dejansko piše, a ne, da je pač ustava je preprosta, mora biti doumljiva, razumljiva za vsakega človeka, in noben zakon v bistvu ne more biti več od ustavnega člena. Pri nas je pa en kup teh členov ustave, kjer piše, če zakon ne določa drugače. Zakon se lahko spreminja kadarkoli. In zdaj, ko imamo v bistvu ko smo imeli ta referendum o evtanaziji, a ne? In ko je narod v bistvu proti bil, kar je fajn, tudi jaz sem dejansko bil proti, a ne, ker dejansko se tukaj zloraba, v ozadju gre za trgovino z organi, gre tam v Kanadi, recimo, a ne, se je število teh ljudi, ki so se odločili za evtanazijo, ogromno povečalo, celo med mladimi ljudmi, a ne. In enostavno človek se ne počuti dobro, in tako da ja, ampak kar sem hotel povedati, je v bistvu to, da bo zdaj po enem letu bojo ponovno skušali uveljaviti ta zakon o evtanaziji. Kljub temu, da je narod bil proti, a ne, bojo oni spet, in ista stvar je v bistvu glede tega cepljenja obveznega, a ne. Imamo enih 8 minut, kaj bi povedali našim članom, kako voliti, kaj je voliti, kako se zdaj obnašati, glede na to, da je veliko ljudi ostalo brez svojih kandidatov. Zdaj, kako zaščititi svojo glasovnico? Iti na volišče, narediti glasovnico neveljavno, zdaj z neveljavno glasovnico jo lahko tudi predsednik volilne komisije naredi veljavno. To sem bil zraven, to vem se da, če ti
če ni jasno, a si se odločil za enega, za drugega, predsednik volilne komisije reče, za tega si odločil in obkroži tisto. Kako narediti glasovnico dejansko neveljavno? Jaz poznam primer, ko je glasovnico domov odnesel možakar, ne, je prišel tja in je vzbasal v žep in je noter v skrinjico vrgel prazen bel papir. In glasovnico je odnesel domov in to je odnesel domov že v torek, na prvi dan predčasnih volitev. In jo je imel doma in jo ima še zdaj doma. In je volilna komisija je pri štetju opazila, da ena glasovnica manjka in so videli, da je bil papir not. Eden je takoj pogruntal, da je eden vzel glasovnico domov in je rekel, kaj mu bo, ne. Državna volilna komisija, oziroma ne ta krajevna komisija, je pa ponaredila zapisnik in ni napisala, da glasovnica manjka. Zdaj, jaz nimam svojega kandidata na teh volitvah. Kako bom zaščitil svojo glasovnico? Naredil bom neveljavno ali jo bom pa dam odnesel? To pač je, ne vem, tako jaz razmišljam. Da se jo dam odnesti, ne. Pa jo bom imel doma, ne. Ja, poglej, glede na to, mislim, da dejansko državna volilna komisija nima nikogar nad sabo, nihče nima vpogleda v rezultate volitev, nima vpogleda v volilne imenike po volitvah, se pravi, oni lahko počnejo karčijo in on dejansko je ta sistem, to je proporcionalni D'Hondtov sistem, omogoča v bistvu, da ti prekladaš tudi te neveljavne glasovnice, jih deliš po svoji volji, ali pa po volji stricev iz ozadja. Tako da jaz osebno na te volitve ne grem. Zakaj ne grem? Zaradi tega, ker če ti greš in se vpišeš v ta volilni imenik, dejansko s tem podpišeš, da se strinjaš z vsemi temi svinjarijami, z vso to korupcijo, z vsem tem kriminalom, ki ga oni počnejo. Še 2 minuti imamo, sam povem našim članom, da se bomo ob 19. uri nazaj priključili. Mihael, bi ti še povedal kakšen stavek za svoje izkušenj mogoče? Ja, zdaj tako, Stojan, lep pozdrav. Enako tebi, ja. Ja, super te videti, poslušati, izkušen imaš za govor še 2 ure, a ne? Jaz bi povedal tako, jaz imam izkušnje, ker je glih kratek časno, sam da povem, iz leta 2004 in izpred 4 let, ko so bile 22, ne? Prvo je bilo izkušnja z eno politično stranko, enakovrednih dežel, druga je bila pa zdaj, ko smo v društvu predstavili našega kandidata, pa se ti spominjaš 4 leta nazaj, ko smo imeli, ne? Mi smo to prinesli na volilno komisijo, vse v redu, časopisi so pisali, društvo Beli sma kandidata, potem je pa ta isti Golob odločil, da to pa ne gre tako, da to pa ne, in potem so mogli iz vseh časopisov članke odstraniti, našega kandidata odstraniti. Dobili smo odločbo, a ne, in potem smo dali na vrhovno sodišče, je spet on odločal, je spet prišlo negativno, na kar mu je društvo napisalo, da pa po 145. členu on ne more odločati, zaradi tega, ker 144. člen se zaključi v lokalnih skupnostih z nadzorom, 145. člen je pa društvo, je pa lokalna druga samouprava, v katero pa on ne more odločati. To smo mu povedali. In to zdaj on ve, da ne more niti posegati, niti odločiti z nobeno odločbo, da to je splošna pravica, volilna pravica, ki se sploh ne sme prepovedati. To je najhujše, če ti volilno pravico nekomu prepoveš, ne? Absolutno, ja. Ja, to je bila ta naša izkušnja, bom rekel, potem pa seveda je pa zelo pomemben vedeti, ne, da je ta 44. člen, da lahko vsak državljan v skladu z zakonom neposredno, se pravi direktno, ali po izvoljenih predstavnikih sodeluje pri upravljanju javnih zadev. In društvo tukaj v 145. členu pravi, državljani se lahko za uveljavljanje svojih interesov samoupravno združujejo, to je naše društvo, tvoje društvo, a ne, so društva. In kar je ključno,
Državljanom se z zakonom prepusti samoupravno urejanje posameznih zadev iz državne pristojnosti. A so volitve državna pristojnost ali niso? Ja, seveda. Seveda je, ne? Ampak ti ljudje si razlagajo pravo po svoje. Zdaj, če nas Ja, bo zaradi- samo to sem hotel reči, nas vmes izključi Zoom, ob 19. se priključite. Zdaj pa jaz sem to povedal, uno izkušnjo je bilo podobno, nas je tudi ustavno sodišče takrat za stranko vrglo ven, ker vmes so rekli, da neki statut ni v redu, ne. Se pravi, imeli smo kandidate, imeli smo 4,5% prag vstopne točke takrat, se spomniš pokojnega Jožeta Jarha še mogoče? Ja, no. In potem, ko so videli, kako imamo visok prag, jaz sem še spletne strani takrat delal in to je bilo moderno, takrat še niso imeli vsi tako, a ne. Jaz sem znal te stvari delati že takrat in so nas takoj skenslali, ne. Ja, čim je bilo objavljen na Pop TV in pokazana naša spletna stran, tako je bil potem blog. To je moja izkušnja, evo, hvala. Stojan, hvala ti za svoje izkušnje, čas nam bo potekel. V bistvu so volitve za nas. Se vidimo pač enkrat v priliki ali pa kdaj drugič. Ja, v priložnosti. Okay. Hvala ti za snidenje. Ja, enako, hvala. Tako, mi se pa vidimo ob 19. uri. Vidite, da za nas so volitve praktično končane. Kako bomo pa zdaj odreagirali, ne pa vsak se po svoje vesti pač odloči. Skratka, mi ne moramo iti na volitve, ker razmišljamo svojo glavo. To je sporočilo Državne volilne komisije, da samo preverjeni pokvarjenci lahko kandidirajo, tisti, ki jih držijo za kravateljca ali pa jih imajo posnete pod določenimi kamerami, ker te se da stisniti za kravateljc, ko je najbolj pomembno, da se kakšen zakon sprejme v škodo ljudi.